Smo že pri 9. oddaji sezone in že je napočil čas, ko mora večina Slovencev na svojih avtomobilih imeti primerno obutev. Ja, tudi naš ID4 jo že ima in verjamem, da je tudi že na večini vaših konjičkov. Večina avtomobilov, ki pa jih boste videli v današnji oddaji, pa ima še letne pnevmatike, ker smo jih pač snemali par dni nazaj. Ne? V današnji oddaji boste videli avto, ki ima pogum v imenu. Testirali smo zelo priljubljeni Volkswagen Tayron, bili na predpremieri Twingeca, ki ga bomo proizvajali v Sloveniji. Ne smete zamuditi zvezde za volanom naše Selike. Za začetek pa se Matej mudi daleč na vzhodu naše lepe zemljice. Jač, pojmo, ne? Salon je ravno kar odprl svoja vrata. Drugač pa, kdor je že bil na Japonskem, ve, da tale soba sploh ni tako majhna, pa ful je bila poceni. Gužva, klasika. In seveda Tokyo Big Saito. Tole pa že dobro poznam. Očitno sem še prezgodaj, ker je še full avto zakritih. Moramo počakati. No, zdaj so se pa končno malo pogumili. Prej bila pa Nissanu totalna gužva, zdaj pa že lahko pokažem kakšen avto, recimo novi Elgrand. Ta bo na Japonskem zapeljal naslednje leto na ceste v svoji 4. generaciji. Ko sem ga najprej videl oddaleč, sem mislil, da ga nekaj prekriva zadaj, ker je to kot sekan, zdaj pa vidim, da je kar ta prav. Škoda, da takšnih udobnih enoprostornikov ni tudi pri nas, ker bi jih družine gotovo oboževale. Japonci ga že komaj čakajo in med drugim si bodo lahko umislili ozvočenje s kar 22 zvočniki. Poganja ga pa hibridni sistem e-Power 3. generacije in zadnji ima dodan še en motor za 4-kolesni pogon. No, kralj brez poti je seveda Patrol. Ta je sicer z Bližnjega vzhoda, kjer so ga predstavili lani, ampak so obljubili, da ga dobijo tudi Japonci. Kaj pa mi? 3,5 litrski V6-valnega poganja. To se dobro sliši. Pokazali so tudi nova Micro in Leaf, nismo pa še videli osvežene Arie, ki ima zdaj majčkeno bolj zglajeno zunanjost, pa izboljšano vzmetenje za različne tipe ceste in infozabavni sistem zdaj podpira Google. No, ti trije bodo pa vsi tudi pri nas. Prav lep prostor je naredil Nissan, tako, tukaj na eni ulici si. Ta zadeva je še huda. Njihov mali model Sakura ima vgrajen zložljiv solarni podaljševalnik dosega z močjo okoli 500 vatov, s čimer lahko pridobi celo do 3000 km elektrike na leto. Za 100 vožnja, kdo ne bi bil za? S tem bi jaz lahko domov letel, ne po tistih avionih. 13-14 ur, noge bolijo vse. To poglej. Ko sem najprej prišel na prostor Honda, sem se v šali rekel, da najrajši izdelujejo avte, ne pa raket. No, pa so jih vsem pokazali cel kup, ne. Poleg modelov Zero Saloon in Zero SUV je zdaj tukaj še čist novi Zero Alfa, ki kaže novo podobo Honda v prihodnosti. Električni, jasno. Super One je sicer še prototip, ampak izgleda že zelo zares. Da bo vožnja s tem električnim malčkom naslednje leto še bolj zabavna, pa so ustvarili 7 navideznih prestav in poseben zvok, da bo vsaj malo spominjal na klasično gnane avte. Zdaj kako lepo poskrbijo s copatki za vsazga, da ja ne bo umazal tal tam, ne. Presenečen sem, koliko motorjev je tukaj dejansko na vodik. Sicer še nobeni serijski, ampak očitno se veliko dogaja tudi v tej smeri. Praktično vsi te veliki so pokazali kakšen prototip. Meni je pa seveda najbolj všeč ta Suzuki GSX 8TT 776 kubičnim motorjem in izgledom, kjer predvsem luči spominjajo na njihove motorje iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja. Ful je dober. Sploh tale. Ko sem ravno pri Suzukiju, tudi oni so pokazali koncept majhnega električnega avta za vsak dan, Vision E-Sky se imenuje, in z dolžino 3,4 metra paše med avtomobile, kaj kar. Zdaj pa končno tudi v živo vidim najhitrejši avto na svetu, Yangwang U9, ki je drvel s hitrostjo kar 496 km/h, pa z Nordschleife je opravil v manj kot 7 minutah. Kakšne številke, ja. V vsakem kolesu ima en motor, 4 motori skupaj in moč 2220 kW, kar je 3018 konjev.
pa doseg 450 km, če koga to zanima, ampak ima baterija 80 kWh, tako da kar malo dvomim, da bo res toliko, ker je baterija dejansko zelo podobno velika kot pri našem ID4. Ampak za prodajne številke bo bolj poskrbel njihov prvi K-Car, to je BYD Raku. 3,4 metra je dolg, z dosegom do 180 km iz baterije z 20 kWh. Za mestno vožnjo je to jasno. Nisem pa vedel, da BYD izdeluje tudi takšne velike stroje, recimo električni avtobus ali pa takšno mobilno pisarno na elektriko. Itak. V prihodnosti pa bo na voljo še nova platforma s 1000 voltnim omrežjem in 600 kW polnjenjem, pa motorjema, ki sta nameščena takole neposredno ob kolesi. Kakšno ime si je, ki je izmislil za svoj PV5 z igralno konzolo noter? Spielraum. Ampak meni še bolj kot ta igralna konzola noter pomeni tole. Ja, hladilnik. Tako da se pa da poligrati v naravi. Mitsubishi Elevance Concept mi izgleda kot Outlander prihodnosti. Sploh pogon je zanimiv, ker ima kar 4 motorje. Po enega v vsakem od sprednjih koles, zadnji pa še 2 elektromotorja za vsako os eden, da je trakcija kar najboljša možna na vsakem terenu. Sicer je to priključni hibrid, tako da ga poganja tudi bencinski motor. Evropske znamke so tukaj zelo redke, no nekaj pa vseeno je. BMW recimo z novim iX3, meni pa v oči itak najbolj padel M2 CS, ki je skoraj 50 kg lažji od navadnega in do 100 pospešil 3,8 sekunde. Totalno hud je tudi Mercedes-Benz Vision V, ki ima noro kabino in futuristične sedeže. Če bo novi V res takšen, kdor ima preveč denarja in rad uživa zgoraj brez v dvoje, si pa lahko misli takšen Mercedes Maybach SL. Monogram Series je tole, tudi luštna zadeva. Mazda se je tudi odlično pripravila na letošnji salon. Najprej moram pokazati Vision Cross Coupe. To je več kot 5 metrov dolg, zelo privlačno oblikovan avto, ki ima še bolj zanimiv pogon. Ja, je priključni hibrid in lahko samo na elektriko prevoz do 160 km. Ja, skupna moč je res 510 konjev in doseg do 800 km, ampak podaljševalnik dosega je tukaj rotacijski motor z dvojno komoro. Tega pa pri Mazdi že kar nekaj časa obljubljajo in res upam, da bo kmalu prišel čas tudi za serijsko proizvodnjo tega zanimivega motorja. Še bolj zanimivo pa je, da lahko uporablja Mazdino ogljično nevtralno gorivo iz mikroalg, ki seveda za rast porabljajo kar CO2 iz atmosfere. Zato se Mazda hvali, da več kot se s tem avtom vozimo, več CO2 se porabi. Evo, tale modelček je pa res luškan. Vision Cross Compact se imenuje. Zame je to čisti naslednik dvojke. Pri konceptu so se trudili, da bi čim bolje povezali avto z voznikom, zato ima vgrajenega pomočnika, ki mu predlaga iskati cilje glede na počutje. Pravijo, da se bo avto moral znati čustveno povezati s človekom. Ne vem, če bo to zame, ko sem kdaj ful jezen za volanom. Razen, če zna igrati tudi dobrega psihologa. Prvič pa lahko v živo vidimo še Mazdo CX-5, ki bo nadaljeval zelo uspešno zgodbo, saj so jih v več kot 100 državah prodali že več kot 4,5 milijona. Ja, glede na to, da obstaja šele od leta 2012, je to res lep uspeh. In ta avto bo dejansko kmalu tudi pri nas. Elektrika ima sicer kar nekaj prednosti pri konstruiranju vozil, kar se lepo vidi recimo pri tem električnem avtobusu od Isuzuja, ki ima čist raven pod in to bistveno olajša dostop invalidom. Pa če še nisem omenil, se tokijski salon zdaj imenuje Japan Mobility Show, torej res velik poudarek na mobilnosti za vse. So pa namenili en kotiček tukaj še malo bolj oddaljeni prihodnosti, torej čez 10 let, ko nam bodo roboti že močno pomagali, kvantni računalniki bodo izračunavali vse možne scenarije v prometu, v avtih se bosta mešala virtualni in realni svet, kot kaže Lexus, drugače bomo potovali tako na vodi kot v zraku s takšnimi ogromnimi droni. Osnova pa bo še vedno hoja in tudi tukaj niso pozabili na nas s takšnimi posebnimi supergami. Niso še naprodaj, da ne bo kdo prehitro skočil v luft, bodo pa, če bo dovolj povpraševanja. Baje si z njimi precej hitrejši in to bi mi danes ful prav prišlo, ko moram tlele hoditi po teh ogromnih halah. Tam se pol obiskovalci preizkušajo še v sestavljanju avtomobilčkov, zraven pa kažejo, kako jih sestavljajo roboti, kar je itak prihodnost.
Tudi za navdušence filmov Hitri in drzni je nekaj za videti, res škoda, da Japonci vse bolj zanemarjajo to svoje izročilo krasnih športnih avtov, ki niso vsi po vrsti tako dragi kot kakšni Lamborghini pa Ferrari, ne? Ampak ja, časi se spreminjajo, kot vsi radi poudarjajo, in potem vse stajajo samo še na elektriko, pa vodik. Pa veš, da bi tole raj pedal. Toyota Gosei, ki je specialist za materiale, kaže koncept mestnega avta Flasby Hydrogen Concept iz reciklirane karoserije in skupom zanimivih rešitev, naprimer električnega borda, ki se sam polni, ko ga daš v avto. Vodikove kartuše se lepo menjajo, najboljša fora mi je pa ta z motočko na vodik na kratke razdalje, kjer sediš kole kar na kartuši, pa upaš, da ne bo začel kaj puščati med tem, ko se švazil. Fudara fora. Zanimiv je tudi razvoj sedežev in materialov zanje. Očitno so dovolj fini, da se da iz njih celo narediti obleke. Za konec pa seveda še vedno največja znamka na svetu, Toyota, ki ima tudi največji razstavni prostor tukaj na tem salonu. Celo halo imajo samo zase, no, za vse svoje znamke, ker jih je v bistvu več. Ene mogoče sploh še ne poznate. Kdo bi si mislil, da je Toyota začela s tem, ne? Pred dobrimi 100 leti je Sakichi Toyoda izumil avtomatske statve, ki so se same ustavljale v težavi in začela se je pisati zgodovina. Potem nekaj let kasneje je njegov sin zagnal avtomobilsko divizijo, ampak ker ni imel še dosti izkušenj z avti, je najprej razvil takšen tovornjak G1. Medtem ko je prvi njihov potniški avto na ceste zapeljal pa aprila 1936. To je bil pa model AA. No, danes pa imamo takšne zadeve. Škoda, da mi ne pustijo sedeti tukaj gor, ker me res zanima, kakšen občutek je. Walk Me se imenuje in je res ena taka smešna zadeva. Pa cel kup je še ostalih vozil. Stale se imenuje recimo Boost Me, pa unole tamle Challenge Me. Tole je pa Kids Mobi. In če bi tole jaz pokazal svojima tamalima, bi ponorele in takoj pisala Božičko, da naj to prinese pod smrekco. Ali pripelje, se ne vem, kva je. A ti bi pa za tega pisal, ja. Tudi novi RAV4 ni švoh, itak bi ga sam imel v podobi GR Sport, ampak tole je pa avto, ki bi ga jaz odpeljal domov. Piše sicer gor Land Cruiser, ampak to je reinkarnacija modela FJ. 4,57 metra je dolg ta avto, tudi precej visok, 1,96 metra, ima pa za 27 cm krajšo medosno razdaljo od aktualnega Land Cruiserja, zato je precej bolj okreten. Za teren ima tudi zaščiten trebuh in lahko zamenljive kose, če boste kdaj slučajno kaj popraskali. Pogon je seveda štirikolesni, čeprav ne stalni. Motor pa zaenkrat bencinski 2,7 litrski 120 kW, to je 163 konji. Nič še ne vemo, če in kdaj bo, če sploh pri nas, ampak seveda navijamo, da bo. Kdo pa ne bi imel Baby Land Cruiserja, no? Potem je tukaj najbolje prodajen avtomobil na svetu, več kot 55 milijonov jih je že in ki bo očitno enkrat ne toliko daleč v prihodnosti dobil tudi zamenjavo. Zdaj bo očitno podoben temu, baje bodo na voljo vsi možni pogoni in tole sploh ne izgleda slabo. Druga ful zanimiva zadeva je pa tale, IMV Origin. Tukaj je bila ideja Toyote, da izdelajo osnovo, potem pa si voznik sam dokonča vozilo po svojih potrebah. Res kul ideja. Pri Toyoti so sicer rekli, da jim je bilo najtežje ne izdelati končnega izdelka, če pa to res toliko vladajo, ampak so res želeli ponuditi takšno idejo tudi v realnosti. Lexus. Tudi tukaj nam manjka novosti, najbolj bizarno je tale sedež na kolesih. Dobar, to je res ena takšna zanimiva študija, medtem ko tole je pa vse malo bliže realnosti. Kaj pa ta? LS Concept se imenuje. Ja, prav ste slišali, LS. To je bila včasih oznaka za limuzino, zdaj pa očitno za tole pošast na 6 kolesih za ultimativno udobje. Lexus pravi, da bo takšen avto enkrat pripeljal na ceste, čeprav niso dali nobenih tehničnih podrobnosti zanj. Verjetno boš rabil izpit za C kategorijo, če bo res takšen. Potem pa je tukaj še čudoviti LS Sport Concept, ki me zelo spominja na LFA. Ne vem zakaj, ampak jaz tukaj le noter vidim en V10 motor, ki se ful rad vrdi, pa ga verjetno ne bo. Solzica. To je LS Coupe Concept, ki seveda ni coupe, je pa takšna privlačna zadeva in verjetno bo zelo podoben kmalu tudi na cestah.
Pravijo, da bo to ponos Japonske. Emblem krasi Feniks in v japonski mitologiji se Feniks pojavi samo, ko je svet pomirjen. Glede na odprtine na havbi bi ga mogoče lahko poganjal celo kakšen klasičen motor. Partismo je recimo V8, pa Parunmo tamle V6, ker je priključni hibrid. In Toyota je nekoč že ponujala 12-valjnik v Centuryju, ki je bil še prej pod Toyoto. V glavnem, počakamo, pa bomo videli, a ne? Ja, kaj lahko za konec povem, da se Japonci očitno niso ustrašili Kitajcev, ker imajo kaj za pokazati. Pa oni tudi pravijo, da je to tek na dolge proge, tako da bo še huda borba. Pa kako se niso ustrašili Kitajcev, če pa razvijajo in proizvajajo avto za njih, oziroma nekatere modele kar vzamejo in dajo sem svojo značko gor? Ja, mislim, vsi ne, se pa res že kar pogosto dogaja, ne? Ker so Kitajci šli toliko naprej tehnološko pri elektriki, da to tepe v svet, ne samo Japoncev. Se mi zdi, da Evropa še najbolj. Ja, to se ti zdi za te, ki si tukaj doma. No, ampak vidiš, tudi Twingo, ki ga bo zdaj predstavil Anže, je plod sodelovanja s Kitajci. Ja, ker so rabili hitro rešitev, oziroma rabili so na hitro razvit nov model. Torej, s Kitajci si bolj ploden. Si, ja, sploh ker rabiš 3 modele razvit, kakor so jih zdaj pa Renaultu že. Se Kitajce je kar velik, ne? Ja, več kot Francozov. Kavica. Sem si pred nekaj dnevi pripravil uvod v ta prispevek, češ da so razkritja, to so v bistvu takšni dogodki, kjer sploh prvič lahko vidimo nov avtomobil in se z njim še ne moramo zapeljati, seveda vedno zanimiva, ampak tudi zelo zahtevna za delo, ker se nas običajno vsaj 100 novinarjev nagnete okrog enega ali pa 2 razstavljenih avtomobilov, potem pa delaj. No, pa me je Renault presenetil in imam v bistvu mir, pa dovolj časa. Tako da še tole kavico spijem, pol pa akcija. Ali kar akcija? Akcija, ok. In tokratni malček je še posebej pomemben za Slovenijo, ker ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu. Sem vesel, da bo proizvodnja pri nas in da bo akcija, ker je Revoz v zadnjem desetletju imel nekaj lepih trenutkov, pa tudi nekaj manj lepih. No, da me ne zanese preveč. Evo ga, novi Twingo. Zdaj je električni, ampak bolj se mi zdi pomembno to, kako hudo izgleda. Kot ena futuristična izvedenka originala je, evo, še lučke ima v bistvu zelo podobne, sam še trepalnice mu manjkajo. Zadnja leta Renault itak totalno rastura z obujanjem svojih legendarnih modelov, pa s svojimi oblikami in Twingo bo očitno samo še nadaljevanje te zgodbe. In ugotavljam tudi, da so končno proizvajalci ugotovili, da potrebujemo majhne avtomobile z majhnimi baterijami pa dobro ceno, če želijo prepričati kupce, da bodo svoj stari bencinski model zamenjali za novega električnega. In tukaj bo Twingo stopil v kar hudo konkurenco. K nam pripelje naslednje leto, cena naj bi bila pod 20 tisočaki, potem pa odštejemo še subvencijo, pa bo v bistvu cena zelo mamljiva. No, takšno so uspeli doseči z različnimi prijemi. Za začetek se nekatere komponente cenijo, naprimer baterije, tukaj je tudi prvič za Renault tehnologija LFP, potem pa so pri Renaultu tudi v bistvu skrajšali celoten proces razvoja novega avtomobila, zdaj je samo še okrog 2 leti in to seveda zmanjša stroške proizvodnje, na koncu je pa potem lahko tudi cena manjša. Ok, tehnikalije. Novi Twingo je dolg 3,79 metra, kar pomeni, da mal pa je že zrasel v primerjavi s prvo generacijo, pa dobil je tudi dodaten par vrat. Prtljažnik ponuja do 360 litrov prostora, predvsem odvisno od položaja zadnjih 2 sedežev, ki sta ločeno takole vzdolžno pomična. Tudi poredil se je malo, jasno, če je pa štromar, ampak še vedno tehta 1200 kg, kar pomeni, da je zgledno shiran. Se je vsem jasno, da tole ni avtomobil za tedenske poti do Dubrovnika, za mestna šviganja bo pa krasen in za ta primer bo v bistvu tudi baterija s 27,5 neto kilovatne ure dovolj velika. VLT sicer pravi, da z enim polnjenjem lahko prevozite do 263 km, bom komentiral to potem, ko avto dobimo na test, ampak predvidevam, da je realen doseg nekje okrog 200 km. Torej za večino uporabnikov več kot dovolj. Baterija se polni s 6,6 kW, zato takoj predlagam doplačilo za dodaten paket, potem bo polnilnik 11 kW, oziroma v takem primeru boste Twingovo baterijo lahko polnili tudi s 50 kW na polnilnici z enosmernim tokom. Elektromotor ima 60 kW moči, to je 82 konjičkov, zato Twingo lahko šiba do 130 na uro, oziroma mogoče še bolj pomemben podatek je ta, da z mesta do 50 km na uro pospeši v 3,9 sekunde, torej za
mestne omejitve je kar hiter. Torej, zunaj je za pogledati res simpatičen, pomagajo tudi te zanimive barve, naprimer zelena, mogoče še bolj rumena, rdeča je huda, črna pa vsaj za moj okus mogoče malenkost manj. No je pa zelo kul tudi tukaj znotraj, kjer najdem kar nekaj oblikovnih elementov, spetke in katrce, hkrati je pa dovolj samosvoj pa drugačen, da se mi zdi zelo zanimiv. Ampak moram vseeno zaključiti, ker je vsak novinar v bistvu dobil samo 30 minut za pripravo prispevka, tako da me ostali že čakajo. Pa še te štumfke moram dati dol. A drugače se veselimo tega avta, ha? Ja, fantastičen je. To bo zakon za naša mini mesta. Čeprav doseg pa... Doseg je dovolj. Večina ljudi bo ta avto uporabljala kot drugi avto v družini in z njim uporabljala krajše vožnje, kar pomeni, da bo doseg dovolj dober. Spomni se, pred leti e-up je imel tudi majhno baterijo, pa je bil fantastičen avto. Ja, se tudi ta zadnji električni Twingo je bil čist fajn, v bistvu zadnji pogon zabaven, ne? Sem to je bilo ka, 4 leta. Ja, no se zabaven je bil tudi zato, ker je imel zadnji pogon, tam je zdaj spet spredaj. Se mogoče bolj za večino, bolj varno tudi, ne? No, medtem ko pa mi čakamo, da Volkswagen k nam uradno pripelje novi T-Roc, smo se mi vzeli cajt in naš ID4 pelali k našemu uradnemu serviserju v Kranj, da smo zamenjali pneumatike, ne? Če smo pa že pri Volkswagenu, ti imaš za en zanimiv test, ne? Zakaj jaz? Je zato, ker si ga ti posnel. Ja. Zakaj? S tem, ko je Volkswagen pred leti iz svoje ponudbe odmaknil model Charan, so bile velike družine prikrajšane za precej dober avtomobil. Manjši Touran je še vedno na voljo, ampak je zdaj res že zastarel. Lahko je zanimiva opcija Caddy, čeprav je za marsikoga to preveč kombi in premalo trendovski avtomobil. Zato je pa zdaj tukaj Tayron. Gre za nov križanec, ki se uvršča med manjši Tiguan in večji Touareg, sicer pa oznaka ni nova, Tayron je na voljo na Kitajskem že od leta 2018. Ok, tisti je bil prejšnji model, pa malo manjši, tega novega imenujejo tam Tayron L. Nova generacija Tayrona je globalna. 4,79 metra dolžine pa je v bistvu najbližje Tiguanu Allspace, ki ga tudi nadomešča. Oblikovno ne morem reči, da mi ravno dviga srčni utrip, čeprav izgleda dovolj moderno, platišča so velika, obrobe blatnikov so take poudarjene, pa luči so zanimive. V bistvu jih moram pohvaliti, ker so moderne, te so matrične in svetijo res dobro, mi pa osvetljena logotipa spredaj in zadaj nista preveč všeč, se mi zdi ta malo preveč kičasta. No, marsikomu sta, stvar okusa. Bistvo Tayrona je seveda tukaj le zadaj. V osnovi je tole 5-sedežnik, lahko pa ima 7 sedežev kot tale naš in če sta zadnja dva zložena takole dol, je prtljažnik naravnost ogromen, ponuja 850 litrov. Tudi če ju dvignem, še vedno precej spodobnih 345. Za odrasle tukaj zadaj res ni dovolj prostora, evo, jaz sem precej pri tleh, pa niti jaz ne moram več zapreti tega naslonjala. Bo pa všeč otrokom, pa še pri 5 ne bo treba, ker jih bo itak sedež tako stisnil, da boste imeli celo pot mir. No, vse njih prpnite. Jaz pa rabim zdaj nekoga, da me spusti ven. V drugi vrsti je prostora lahko ogromno, jaz bi mogoče lahko celo delal prevale in tudi spredaj se sedi odlično. Jasno, če imam pa sedeža s certifikatom AGR, ogrevanje, hlajenje, masažo, se res ne morem pritoževati. Tudi voznikovo okolje je moderno, čeprav s tema dvema ogromnima zaslonoma in bolj malo ostalimi stvarmi za moj okus kar malo dolgočasno. Na srečo so se na volan spet vrnila klasična fizična stikala, zato je ergonomija dobra, ni pa odlična. Tukaj bi imel še kakšno stikalo za prezračevanje, tako pa moram vse stvari v bistvu tipkati po zaslonu. Ker je multimedijski vmesnik dober in hitro odziven, ni prehudo, ne morem pa reči, da je perfektno. Ker je Tayron vseeno daljši in večji od Tiguana, pričakujte močnejše motorje. Itak bo večina izbrala 2-litrski turbodizelski TDI, takšen pogan je tudi ta testni model. No, tale je sicer močnejši, ima 142 kW moči oziroma 193 konjičkov, pa 4-kolesni pogon. Precej poskočen je in z dobrimi 7 litri porabe tudi dovolj varčen. Sicer je vprašanje, če res potrebujete tako zmogljivo različico, ampak jaz jo vsekakor priporočam, ker je potem vožnja veliko bolj odločna. Menjalnik je pa vedno enak, robotiziran 7-stopenjski DSG, tako da prevelike dileme ne bo.
Za moj okus je včasih še vedno premalo odločen in pri speljevanju malce cuka. Ampak ni prihudo, sploh če izklopite sistem start in stop, evo ga, potem je cukanja manj in se boste nanj hitro navadili. Vozniških presežkov vem, da ne pričakujete, ker avtomobil konec koncev tehta več kot 1800 kg, vseeno pa se pelje dovolj prepričljivo. Volkswagenovsko nevtralno, če je to sploh pravi izraz. Občutek na volanu je dober, nagibanja ni preveč, je pa za moj občutek avtomobil vseeno malo preveč trd. Ja, ker 20-palčna platišča terjajo pač svoj davek, zato predlagam manjša, čeprav potem pa Tayron ne bo izgledal tako na stopaško. Vsi, ki iščete moderen avtomobil, ki obenem ponuja še ogromno prostora, evo, ste na pravem mestu. V 7-sedežni različici boste lahko popoldne na trening peljali pol razreda, v 5-sedežni vas bo pa navduševal z ogromnim prtljažnikom. No, za oboje hkrati še vedno raje priporočam multivan, je pa tudi ta zelo dober. Pa obenem veliko lepši kot pa novi Kodiaq. No, pa manj lep kot nov Passat. Evo, smo pa spet tam. Pa ti pa tudi nikoli nisi z ničemer zadovoljen, no? Pa ne sme mi biti vse kar takoj najbolj všeč. Kaj bi imeli gledalci od mene, če bi bilo vedno vse super in fajn? Ja, reklame. No. Evo, zdaj smo se že fino ogreli z vsebinami. Ob koncu daje ne smete zamuditi še naše zvezde, ki se že ogreva, da sede za volan naše selike. Še prej pa boste spoznali en spet čist nov avto pri nas, za katerega smo sedli celo v šolske klopi. Ti si. Ja, nič znal tako vedno. Iztok, pozdravljen. Bova nadaljevala kar tam, kjer so zadnjič zaključila. Jaz upam, da do enega napredka je vsem prišlo, nimava noro veliko časa, ampak zato sem jaz pripravil že tudi majčkeno stvari vnaprej, a ne? Pa poskusva kar tole. Blow. Blow. Tako je. Yes. Potem bi bilo tole. Low. Bravo. Oh. Ne. Zakaj bi mislil, da je oh? Au. Au. Ja. Au? No, ponoviva torej. Au. Owl. Owl? Yes. Bowl. Ne. Zakaj bi mislil, da je to bowl? In še kaj naprej, ne? Bowl. Bowl. Ja, vidim, da bo treba doma več delati. Ne? Bomo dali eno domačo nalogo, ker v šoli očitno je premalo to. Pozabva, pustva to besedo, pa greva na čisto drugo temo. Poskusva tole. Ta bo Rage. zapletena. Kako? Rage. Bravo. Kaj je pa pol to? Courage. Ja, kako si pa to zdaj vedel, da je courage? Je pa če imam tak avto zunaj parkiran. Kakšen, da rabiš pogum Je, zanj? ne, je na elektriko, ampak je voja courage. Kako se pa voja napiše? Je, a zdaj bomo pa vloge zamenjali, gospod profesor, doktor, docent, magister ali kaj si že že. No, se sva rekla, ni veliko časa, ne? Jutri pa več delati doma, pa se vidimo naslednji teden. Jaz moram iti. Voja courage, dragi gledalci in gledalke. Sem v prejšnjih oddajah že razlagal, da so kitajske znamke večinoma precej stare in imajo bogato tradicijo, tudi če jih mi ne poznamo. No, tale znamka tokrat ob meni je pa stara že šele 6 let. Znamko Voja so namreč ustanovili leta 2019, ustanovila jo je pa korporacija Dongfeng Motor Corporation, ki pa seveda že več desetletij izdeluje avtomobile in imajo ogromno znanja. Zato tole ni prvi poskus in upanje, da bo, ampak zelo korekten avtomobil, ki v zelje skače tudi kakšni drugi znamki. Dam en namig, tudi tista ima takšno kupolasto obliko. To pa ne pomeni, da je za pogledat totalno generičen in tudi ne, da je courage star že 6 let pa na pol zastarel. Lansko leto so ga predstavili, je pa to precej velik križanec, ki malenkost diši že po enoprostorniku. Se mi pa za pogled zdi predvsem zanimiv tukaj spredaj, ker ima že te luči lepe, no potem je pa še tukaj spredaj na smrčku en kup lučk, pa ful zanimiva je ta reža tukaj skozi, ker je luknja v bistvu do sem dol in zato potem izgleda, da ta logotip kar lebdi. Se mi zdi zanimivo, da oblikovalci v takšnem segmentu, kjer je tekmecev nenormalno veliko, še vedno najdejo navdih, pa kakšno stvar naredijo malo drugače. Če smo doslej v večini kitajskih avtov srečali precej nastopaške notranjosti z veliko umetnega usnja, z veliko lučkami, barvami in pregibi, je ta notranjost zelo minimalistična in me v bistvu ravno zato spet spomni na isto ameriško znamko, ampak z nekaj svojega pridiha.
Ima pa eno zanimivo funkcijo in sicer tole. Evo. Če imaš s sabo sopotnika, ki bi non-stop rad čvekal s tabo, tebi se pa ne ljubi pogovarjati, mu zaslon enostavno pripelješ pred nos, pa naj buli tja noter. Ali pa nazaj k sebi. Materiali so tukaj malenkost bolj zadržani, nikakor pa ne ceneni, ker Voya pri Dongfongu smatrajo za premium znamko. Vse skupaj je izdelano zelo dobro, zato tukaj nimam pripomb. Mogoče res ne bi rekel, da je totalno prestižno, je pa na vseeno dovolj visokem nivoju, da ni neprestižno. In res veliko prostora imam tukaj spredaj, tudi sedim udobno, ker je sedež dober. Tale senčnik se mi je v štartu zdel dobra ideja, zato ker vidim skozenj, ampak potem pa med vožnjo opažam, da se mi pojavljajo obrisi avtomobilov, ki se vozijo za mano in me vse skupaj malenkost moti, tako da zdaj se mi ne zdi več toliko dobra ideja. Imam pa celo vgrajene parfume, evo, to je pa dobra fora, pa veliko prostora tudi seveda tamle zadaj. Številke pravijo, da je tukaj 527 litrov prostora in lahko takoj povem, da je prtljažnik zelo uporaben. V bistvu še najbolj mi je pa mogoče všeč tale luknja, v katero lahko pospravite polnilne kable ali pa manjši kovček, ker je res ogromna. In sploh še nisem povedal, da Voya Courage ne poganja 1,5 litrski turbobencinski motor, niti 2-litrski ne, ampak elektromotor. Dve različici imate na voljo, ta je šibkejša in ima samo 215 kW moči oziroma 292 konjičkov, pa zadnji pogon, močnejše ima pa seveda 2 elektromotorja, ampak je že ta v bistvu več kot dovolj hiter. Baterija se polni z največ 200 kW, ima 80 kWh kapacitete, oba podatka sta torej dovolj dobra, v praksi pa je seveda zelo pomembno tudi to, kako varčen je avtomobil. Se veste, da ga ne boste polnili vsakih 5 km. In Courage je lahko presenetljivo varčen. Bomo v testu sicer povedali več, ampak med Bledom in Bohinjem sem se vozil s 14 kWh porabe, z vsemi snemanji in z velike avtoceste pa smo še vedno na 18 kWh, pa bi realno šlo še kakšen kilovatak manj ali pa celo 2 na 100 km. To je precej dober rezultat, ker je avto velik in dolg preko 4,7 metra. Skratka, pravi družinski stroj. Se ne moram verjeti, koliko elektronike. Kako dobro ta avto izgleda. Naša naslednja zvezda je posebna. Zanjo pravijo, da zna narediti vrhunske pohorske šunke, čeprav je verjetno edini, ki jih ves čas nosi tudi na sebi. Filip, po čem te poznamo Slovenci? Upam, da po dobrih rezultatih v smučanju, verjetno pa še čem drugim. Kak avto pa voziš v prostem času? Trenutno imam jih več, trenutno imam Fordovega Explorerja električnega, imam pa še kombije, pa še stare avte, pa tako. Kaj pa rekel na naš testni avto? Vrhunski, to pa BP. Takoj, ko sem se pripeljal, sem ga videl. Jaz imam namreč rad tudi stare japonske avte in top, nijem kaj, brez komentarja, no, tako bi rekel. Kako to, da si dober voznik? Sem dober voznik. Ti mi boj. Ne vem, v bistvu avti nekaj, jasno je že neka fizična motorika, to, kar če nisi zdaj športnik, je verjetno tako nimaš razvite. Sploh pa jaz sem imel vedno strast do avtov, motorjev, koles. In tako da mi vožnja mogoče pomeni nekaj več kot samo nekomu od točke A do točke B. Zakaj še nikoli nisi dobil nobene kazni za prometni prekršek? Očitno sem res spreten, ne? Zakaj te je strah današnjega izziva? Da me ne bi Alja premagala. Ja, Alja je bila zelo dobra, ne? Alja je prva. Se to, ne? Zdaj bomo videli, kako bo meni šlo.
Ja, Filip, že dolgo ni bilo toliko adrenalina, ne? Ne bi rekel adrenalina, ampak tako hitrih, eksplozivnih gibov v avtu pa še dolgo nisem imel. Si imel kakšne probleme, kaj te je mušlo? V bistvu želel sem si, da bi lahko avto vzratno obrnil zročno, pa to, ampak je malo švoh kuplonga že, tako da sem se pol raje odločil, da grem na safe metodo, kot pa da ne gre skozi tako kot more. Dobro ti je šlo, en stožec si sicer premaknil, tule na začetku, ko si kar dinamično spelal, fajn je bilo zavijeti, ampak ima vse svoj pribitek. Ne. Tako da, tvoj čas, To je- 52-21, Madonna. čestitam, prevzem vodstva! Hvala lepa, hvala lepa. Kako dolgo misliš, da boš na vrhu? Če ne vem, dokler ne bo prišel en spreten z lahkimi rokami, da bo hitro motal volan. No, naslednji teden imamo novo zvezdo, vprašanje, ne? Ali bo na vrhu ali bo pod vrhom. Še vedno pa bo med top 3. Odlično, hvala lepa. Stari zakon, zdaj pa na šunko, veš? Greva! Pa imaš prtljažnico? Ajde, pridi. Ne, jaz sem en super nož. Tale cajt bo po mojem kar težko presežen, ampak nikoli ne veš, že naslednji teden za volanom nova zvezda. Stari, to je raketa od rakete. Predstavili bomo čist nov Forting S7. Anže bo testiral prvi električni roadster pri nas, Matej pa bo končno šel proti severozahodu, da ne bo vedno na jugu ali pa vzhodu, ne? Kam si šel? Na otok, kjer so doma ovčke, pa temno pivo. Irska, ok. Poleg na volan.si smo tudi na socialnih omrežjih Instagram in Facebook, tudi na YouTubu in TikToku smo. Se vidimo. Zakaj si povedal? Pa se bojo videli. Ja, pa sej naslednji teden bojo videli, zdaj se bo pa povedal, se bo da dal je. v montaži v sliko, kam greš? Pa še ne veš, da je to Irska. vala, da veš. Ne veš. Ja, mislim, tako, veš, edino temno pivo.